Naj me vzame, poje Žan Serčič, ki je že tukaj z mano in v spotu si te ena celo vzela v avto notri. Ja, jaz sem si njo vzel, ne vem, če si videla to. In res, jaz sem mislila, da je ona bila na tebi gora. Tudi, med drugim. Se veš, položaje se V zamenjajo, bistvu ste si drug drugega vzela, priznaj. Glej, ampak jaz sem uletel na njeno poroko, ne, in sem si jo vzel. Tako da ti si jo najprej vzel, pa ona tebe, tako da roka roko mi je. Vse veš, kako to gre, ne. Ja, no. Nisem Jaz še. mislim, da Ni veš. še me doben, prvo kot prvo še nisem bila pred oltarjem, tako daleč ni prišlo, da bi me kdo vzel iz oltarja, mislim, izpred oltarja, ne, to bi mogla biti po mojem huda. Kjer je bila ta v spotu? Ta Laura Škvorc je ta igralka, zelo talentirana igralka, ki je že v večjih videospotih igrala. In tudi drugi znani obrazi so bili v videospotu, videla sem Franko Bajc, ki je bil zmagovalec in Kmetije in... Pač vseh šovov v Sloveniji, Franko Bajc je že zmagal vsaj na neki točki, en šov. To je Franko Bajc. Ja, jaz sicer toliko ne gledam, ampak vem pa potem iz medijev, ne, ta naslov. Čorčip je bil... Čorčip, Franko Bajc, moj band cel, Krešo, Krešimir Tomec, producent, ki je tudi za prejšnje goste produciral. Tako da, ja, kup enih ljudi. To so tvoji prijatelji, sodeluješ z njimi večkrat ali je bilo zato ta projekt, da si jih poklical? Moji v prvi vrsti osebni prijatelji, kjer imam to srečo poklicati in reči, bi sodelovali in vsi so bili takoj za. In smo lahko naredili en taki projekt, ki je nastal iz ene ljubezni, ki jo imamo en do drugega. In posledično tudi do tega izdelka samega. Meni se zdi že to kot prav film. Ja. Res, cela zgodba, dogajanje, vse profi narejeno. Kako dolgo snema tak spot, mislim? Kaj misliš, kako dolgo smo snemali? Ja, ne vem, ne. Že imaš nekaj izkušenj za snemanjem spotov, tako da me zanima. Jaz sem tudi tista, ki sprašujem. A res? Jaz mislim, da imamo eno tako fajn komunikacijo. Jaz mislim, da če imaš ekipo in vse to tako narejeno, da to lahko se zgodi v enem dnevu. Ampak, če pa moraš loviti vreme, pa kakšne druge ljudi, pa ne vem kaj vse, pa se zna to razvleči. Torej, pri tebi je to bilo 1, 2, 3 narejeno? Ne, stvar se je razvlekla sigurno, ampak vseeno smo uspeli to spraviti v en dan. Tudi smo glede na pogoje mogli zamenjati neke lokacije, tako si sama rekla, vreme nam je nagajalo. Ampak vse skupaj se je posnelo na dvorcu Štatenberg in bili so toliko prijazni, da so nam vse odklenili, vse odprli in lahko smo koristili njihove prostore. In tudi Rok Maver, ki je režiser tega videospota, se je odlično odrezal, bilo je pa več kot 30 statistov vpletenih v ta videospot, tako da je bilo kar neke koordinacije in organizacije. Kar ekipa. Ja, in potem, kako dolgo je zdaj spot zunaj? Mislim, da junija je šel. Ma pa že koliko gledal? Pojma nimam, ne spremljam. Ne spremljaš? Ne. Ponavadi pa smo vsi, juj, glej, toliko je že, jej, še malo pa bo toliko, jej, pa koliko je že toliko objaviš in jej. In mene mora moja ekipa spomniti, pač milijon ogledov imaš. Kaj? Aha, okej, en story. Ja, boš dal za rundo ali ne boš, mislim. Rajši rečeš, da mi je vseeno, ne? To me ne rabijo spomniti, da dam za rundo, ampak da imam pa milijon ogledov, pa me morajo spomniti, tako da. Okej. Tako da v bistvu narediš en komad, ti si sam srečen, da si ga naredil, pa pičeš dalje. Ja, v resnici skozi delam komade in za druge in za sebe, tako da mislim, ne da mi je zdaj vse eno, ker ko ti komad končaš, se verjetno veš sama, končaš, videospot končaš, takrat se šele pravo delo začne. Ti moraš za to spraviti na pravi način med ljudi, medijska turneja te čaka, potem te koncertna turneja čaka, kjer ta komad izvajaš in ga predstavljaš, tako da ni čist tak, da ga kar narediš pa ga pod predpražnik pometeš, ampak vse, kaj sledi, je tudi pomembno. Ok, in potem po Naj me vzame si se odločil, da boš s svojim bandom ponovno osvežil in naredil malo novejšo različico že stare znane skladbe Let Team. Reinkarniral sem jo. Ja. In kako je prišlo do tega, da si sploh pomislil na to, da pač prišla do te točke, ko ti sam več ne želiš ali pač ne moreš, pač je prišla preveliko povpraševanje potem, da bi začel svoje koncerte in potem si poiskal oziroma ustvaril Šakale. Kako je prišlo do tega? Ne, v bistvu je obraten proces je bil, jaz sem si vedno želel z bandom nastopati, ampak
moja zmožnost in zmožnost trga takrat ni bila taka, da bi jaz lahko vedno z bendom nastopil in zato sem bil primoran sam s kitaro nastopati. In šele zdaj se je to pokazalo oziroma mi teren in na srečo moje stanje trenutno v karieri dopušča, da lahko širim svojo zasedbo. In Šakali so nastali letos marca, smo imeli prvi koncert in en tak zelo specifičen sound imamo in zaradi tega ko smo začeli in smo v bistvu priredili cel repertoar moj in najbolj je tale tim dobil en nov life, tak čist latino pridih, to, kar zdaj jaz delam z zadnjima 2 komadoma in to je prvi komad, ki ga na vseh koncertih začnemo in otvorimo z njim. In takoj damo ljudi ven ta film, ki smo zdaj, to je zdaj Žan Serčič in Šakali. In to sem rekel, ta moment moram ovekovečiti in ga zakleniti in se poklical fante, dobimo se drug teden v studiu Metro pa posnamemo to. In smo se res dobili v enem dnevu v studiu, postavili smo se v eno sobo, naš odličen tonski mojster Peter Ošlaj je to vse skupaj posnel in gledali smo se in igrali in v enem dnevu je bil letim posnet. In točno to verzijo smo potem dali ven, oziroma sem jaz hotel, da tudi medijsko to prezentiramo kot nov sound Žana Serčiča in tudi ljudje, ki poslušajo to verzijo, točno to dobijo tudi na koncertih. To je razlog za to. Koliko vas je? Kolikih je bend? Primarno smo 4. Ampak zdaj, v bistvu glih z zadnjimi 3 koncerti sem zasedbo razširil z še enim članom Danielom Bogatajem, ki je zelo doprinesel k naši zasedbi, igra violino, električno kitaro, mandolino in še poje. Na ta večjih koncertih pa se nam pridružita tudi Mitja Bobič na trobenti in pa Jani Šepetavec na saksofonu. Kakšne back vokalistke ne bi rabljali, kaj takega? Pa bi rabili, Nuša, kaj pa, ti poznaš Kero, mogoče? Jaz. A poznaš eno? Ne, jaz ne. Nimaš časa? Seveda imam čas in vse, ampak jaz mislim, da zaslužite boljše. Res? Ja. Izgledaš dobro, poješ, vem, da dobro, tako da ne vem, o čem govoriš. Če tako misliš, bo pa res moram na audicijo, ni druge. Moraš priti. Če si prava šakalka, te sprejmemo. Jaz sem bila zdaj na Wolfpack ekspediciji, tako da sem volkulja. Noci. To je to. Benda si. V glavnem, ti si pred kratkim napolnil Cvetličarno. Ja. To je bil tak prvi tvoj samostojen večji koncert? Največji do zdaj, ja. Koliko ljudi gre to? 1500. Prav, svaka čast. Hvala. In zdaj samo še gor? Ali še bolj šel v kakšne male dvorane tudi mogoče? Seveda. Mi smo trenutno na turneji, kjer so same manjše dvorane od tega. Lahko mogoče že kaj našteješ, ali te morajo poiskati na družabnih omrežjih? Najlažje je tako, ampak v bistvu tudi med drugim razlogom, zakaj sem danes tu, je zato, ker smo v bistvu hoteli promovirati en koncert v lokal klubu, ki je ta petek, ampak je v bistvu brezsmiselno to promovirati, zato ker tisti, ki imate karte, veste, da lahko prijete, koncert je pač razprodan. Tako da, to je kapaciteta 480 ljudi. Se pravi, to so klubi zaenkrat, po katerih igramo. Štuk smo imeli prejšnji teden, dvorano na Ptuju, kampus in potem imamo v teh krajih Furči, Anton, to sigurno poznaš, ki si tudi z onih koncev, pa Trglev na Štuklja 30.12. Cool. Evo pa se nekaj zihar vidimo. Jaz mislim, da že na enem od teh koncertov lahko celo za back vokale priješ. Je super. Zmenjeno, jaz sem takoj za. Ampak kakšni so pa v tem zdaj plani za naprej? Zdaj rekel si, da delaš za druge, ampak tudi verjetno za sebe in za Šakale, kaj? V resnici sem vedno delal in primarno moje delo je bilo usmerjeno v mojo kariero. Ampak, če vzamemo količino dela, ki ga naredim, recimo 2 leti nazaj sem izdal na leto 4 svoje pesmi, pa 50 komadov sem sproduciral in napisal za druge in jih tudi potem izdal. Zdaj se je to malo zmanjšalo zaradi mojega obsega dela, ki ga imam tudi na terenu in ne utegnem več, ampak drugo leto bo sigurno šel moj nov album, kjer bo gor zraven teh pesmi, ki so že izdane, še 7 neslišanih komadov. In sem se malo od te produkcije oddaljil. Ampak za Evo Boto delam največ trenutno. Pišem nov komad za Božič kot otrok, je super uspešen in to smo skupaj naredili z ekipo. Maj Vlačič je tudi sodeloval, David Amaro. In drugo leto bo išla, mislim, da takoj v začetku leta, nova pesem od Eve. Super.
Kaj pa imaš mogoče v planu poleg albuma tudi nastop na kakih večjih festivalih, mogoče da bi šel na Melodije morja in sonca ali pa mogoče na EMA? Ne. Ne, trenutno sem se zelo distanciral od glasbenih tekmovanj. Ne jemljem tega kot festival. Vse je festival, ampak v sekundi, ko se tekmuje in primerja nekoga z nekom v stvari, kot je glasba, me ne zanima. Ampak začel pa si na ta način? Ja, začel sem pa na šovu Slovenija ima talent. Ja. Pa ti to ni bilo všeč? Ne, zelo mi je bilo všeč in ena odlična odskočna deska, ampak v trenutni poziciji moje kariere je najbolj pomembno to, da svojo glasbo, ki jo imam in ki sem jo do zdaj napisal, več kot 30 komadov, hočem širiti po dogodkih in prostorih po Sloveniji in to je to. To je vse, kar si trenutno želim. Pač samo publika, tvoja glasba, tvoj band, Tako. to je to. Tako. Ena velika ljubezen. Tako kot si rekla, v bistvu si najboljše, kar se da opisala nas in tudi mislim, da če boš prišla na kak koncert, boš to začutila. Ja, bom res mogla. Ne, mogla Bom boš. res mogla, ja. Druge ni. Najprej flirt, pol k tebi pridem, Pa imaš pa bom tajnih še samo koncertov. okoli hodila, nič me več ne bo, doma nič več ne bom naredila. Pa, to je to. Konjički te bodo malo pogrešali, Ja. ampak Ne, je pač- čas za njih med tednom. Konj je na prvem mestu, ne, to je res. Vse drugo pride pol, ker konj je živo bitje, ne. Res je. Pač za to moraš poskrbeti. Na, Kaj pa... na prvem mestu moraš biti ti. Ja, to je tudi To res, ne smeš ja. pozabiti. To je res, Evo, to je pa še bolj res. Ampak, kaj pa tebi, če bi dal glasbo stran, kaj bi lahko rekel, da ti je na prvem mestu? Glasbe ni, recimo ni. Nije. In ti, Žan, kaj? Fitness. Mislim, meni na prvem mestu, to sem zelo dolgo rabil, da sem ugotovil, je to, da sem jaz zdrav. Ker če jaz nisem zdrav, fizično in psihično ne morem biti ljubeč človek za ljudi okrog mene. In vsakemu, ki je to prioriteta, se mi zdi, da lahko dolgoročno živi eno kvalitetno življenje. In to, ampak to, da sem mogoče probal malo manj moralizirati, familija. In familijo smatram kot in mojo družino in moje prijatelje, brez katerih ne bi mogel biti. In kaj delaš za to, da si ti zdrav in da vzdržuješ ta odnos z družino, z prijatelji, ki jih imaš za družino? Kup enih stvari. Verjetno je prva, najbolj osnovna, eno fizično zdravje, se pravi športam in odpiram ta ventil, bom rekel, ki se zaradi našega načina dela nabere in tudi, da smo v formi in da smo pripravljeni za odre, se veš sama, kako je to naporna stvar. Psihično je najbolj pomembno to, da se v vsem tem šundru ne pozabiš pogledati sebe in reči, ok, kaj si ti želiš, kaj je tvoj naslednji korak in kje se vidiš čez nekaj časa. Se pravi, obkrožen si z ljudmi, ki v tebi vidijo nekaj posebnega, kar je zelo lepo, ampak ne smeš pozabiti na sebe, da si ti pač eden izmed ljudi in človek, ki ima tudi ene svoje želje in ambicije in se poslušati. In jaz vem, da bo prišel čas, ko ne bom samo karierno usmerjen, ampak bom tudi mogoče hotel biti oče, hotel biti mož in hotel biti partner, ne, ki bo tam z temi prioritetami in ambicijami. In torej, kakšni so širši plani, ne zdaj samo naslednje leto, pa album, pa to, pa da boš oče, mogoče imaš v mislih tudi tuje trge? Glej, širši plan je delati muziko, dokler bom živ. To je najbolj širok plan, Ni važno, ki tega lahko kje, povem. s kom, samo da delaš kar se Ne, važno mi je, da delam z ljudmi, s katerimi začutim, da je nekaj posebnega in da se zgodi ta iskra. Vedno sem delal in produciral tudi za take ljudi in sodeloval z njimi in bil na odru z njimi, ki smo verjeli v eno isto stvar in jo čutili. Najbolj verjetno, bi tako rekel, plan, ki ga vidim in ki ga hočem prejeti enkrat, je pa to, da bi v Stožicah naredil svoj koncert. To se vidim čez par let tam. Jaz sem prepričana, da ti bo uspelo, verjamem v to. Ja, zaradi tega, ker imaš res zrelo razmišljanje, ker se vidi, da res delaš. Ne, tako da ni samo tisto, ko nekdo pogleda nekoga pa reče, kako srečo ima, ne. Ja, pač dejansko nima sreče, pač dela za to, ne. Vse malo sreče, itek imamo vsi, Ja. neki to. Že v osnovi je sreča to, da lahko počnem to, kar ljubim.
in od tega živim. Meni se to zdi ogromna, gromozanska sreča, ker lahko bi bil nekje rojen, kjer te možnosti pač ne bi bilo. Tako da se zavedam tega in sem srečen, ampak za tem stoji ogromno enega dela in odrekanj in žrtvovanj in tako kot sem ti prej povedal, ne, se tudi sama veš, če hočeš karierno napredovati, moraš žrtvovati ful enih osebnih želj in ciljev in socializiranje in ljubezen in vse to dati na stran, zato da enkrat mogoče deluzionalno verjameš v to, da bo. Ok. Žan, Slušaj. 3 stavke, če mi prosim dokončaš. Ok. Najslabše darilo, ki ga lahko dobim, je? Slabše darilo, jo, toliko mi jih je prišlo na pamet. Reči nogavice. Ja, ampak rabljene nogavice, mogoče še hujše. Ja, to je res, ja, to je res najslabše darilo. Ampak, zares me razveseli, ko? Zares me razveseli, ko ljudje pojejo mojo pesem nazaj meni in jaz dobim flash na to, kako sem jo pisal doma v svoji sobi v Gatah. Recimo. Ok, jaz mislim, da boš rekel, in jaz ne rabim nič več delati, samo stojim na odru. Ne. Jaz samo sprejemam to ljubezen. Ful dobro. Moja pozornost zmeraj pritegne. Ženska, sigurno, ki vstopi v prostor in prinese eno energijo, ki je neopisljiva. Ti si taki zapeljivec, ha? Ne vem, če zapeljivec, ampak imam rad ženske, sigurno. Ja, in ženske imam rade tebe. Danes sem bila pri frizerki in to ti moram povedati. Prosim, povej mi, bila si pri in jaz sem frizerki. rekla, da moram biti še posebej lepa, ker danes pride Žan. In ona je rekla, Za mene si bila posebej lepa. In ona je rekla, Žan, potem pa prosim rečemo, naj še k meni pride. Jaz bi mu tako rada naredila frizuro. Tako da, draga Ida, te lepo pozdravljamo. Draga frizerka Ida, jaz se bom enkrat oglasil v tvojem salonu. O moj bog, ona bo tako padla. In itak bom rado frizuro, no, tako da, če se da, boš mi to tudi naredila, ne? Hvala. Boš mi dala kontakt, ne? Ja, veš, da bom. Ok, super. Pa še jaz pridem tja, da vidim, če bo res vse v nulo, tako kako treba. Boš ti kontrolirala? Ja, jaz bom kontrolirala to. Plus tega, če bom tvoja back vokalistka, ne moram biti jaz pol tudi zrihtana, ne? Tako da mislim, da je najboljše, da kar oba obenem. S celim bandom, kar prijemo, Ja, no, pa to. pa kar po vrsti zrihtamo. Evo, to je to. Bravo. Glej, jaz se ti ful zahvaljujem, da si vzel čas, da si prišel, da si predstavil pesmi, da si povedal, kaj se bo zgodilo. Upam, da se še vidimo, da ti je bilo prijetno na intervjuju. Zdaj pa predlagam, da kar sam poveš in povabiš gledalce, ki ogledajo tvojega zadnjega prirejenega videospota in komada Letim. Najprej, Nuša, hvala tudi tebi. Zelo dobra sogovornica si in z veseljem se vrnem še k tebi oziroma vam na TV Celje in pozdravljam vse Celjane, ki zdaj to gledate. Vabljeni še enkrat na moj koncert v Lokal klub, vsi, ki ste kupili že karte, kome vas čakam. Zdaj pa, da si ogledamo moj nov videospot Se šakali, letim.